sklopu 100. obletnice novomeške pomladi se v galeriji Simulacr predstavlja slikar Uroš Weinberger. Umetnik ustvarja velika monumentalna dela, ki so pogosto naslikana s kombinacijami različnih komplementarnih barv. Poslužuje se postopkov medijskega prenosa, apropriacije podob in digitalnega kolaža. Velika razlika med njegovimi večjimi in manjšimi deli je predvsem uporaba projektorja oziroma odsotnost tega. Velika dela so naslikana s prenosom, s projekcijami, tudi pogojno zaradi omejitve prostora. Manjša dela pa slika bolj spontano in je njegova poteza oziroma rokopis viden. Čeprav se umetnik poslužuje klasične in ustaljene tehnike slikanja z oljnimi barvami, je njegovo izhodišče digitalni kolaž. Podobe najde na spletu, revijah in drugod, ter jih potem med seboj poveže v neko novo likovno celoto. Pri tem procesu je zanimivo to, da slikar ne začne svojega dela pred praznim platnom, ampak ima že zastavljene množice podob, ki mu predstavljajo izhodišče za njegovo delo. Še več, pomembno se mi zdi, da slikar ne potencira kolaža, to se pravi, začne skrivati to ostrino, ostrost, fragmentiranost, ki se zgodi pri kolažiranju, ter jo zgladi v nek slikarski spoj in na ta način doseže učinek iluzije. V tem oziru je verjetno njegova intenca ta, da znotraj slike zgradi prepričljivo koreografijo, ki omogoča gledalčevo potopitev v samo delo. Da razumemo umetnikova dela, se mi zdi zelo pomembno, da se zavedamo, za kakšnega umetnika pravzaprav gre. Čeprav nima smisla, da skrivamo njegove likovnega ustvarjalnega procesa, bi umetnika jaz veliko prej označil za vizualnega umetnika. To je pa v bistvu sledeč razlog. Umetnik se ukvarja z vidnim, ukvarja se s podobami, ki nas spremljajo na spletu, po raznih ekranih in tako naprej. Iz teh podob potem tudi nekako govori neko zgodbo oziroma ustvarja nek svoj jezik. Njegove slike, če gledamo nek razvoj samega medija, niso okno, skozi katerega gledamo, kot tudi ta objektna plat ali pa materialna plat slikarskega medija ne prehaja toliko v spredje. Njegova dela so nekako v funkciji ekrana, to se pravi, njegova dela žarijo navzven, to tudi vidimo, da simulira z umetniškimi barvami, predvsem pa je tukaj pomemben aspekt tudi ta, da prenaša ploske podobe, to se pravi podobe iz ekrana na platno. To se pravi, ne gre za opazovanje narave, ki jo vidimo odzunaj, oziroma gre mogoče za opazovanje neke nove narave, ki smo jo danes vajeni v neki ekranski, medijsko posredovani podobi. Sicer gre tukaj za njegova novejša dela, ki so nastajala v letih 2019 in 2020, vendar pa umetnik ta dela skrbno gradi v nek širši kontekst njegove serije, ki je prepoznavna tako po barvah, kot tudi po motiviki.
Pa čeprav gre tukaj za neko rdečo nit, je vendarle potrebno poudariti tudi nekatere spremembe, ki so se zgodile v njegovem procesu. Prepoznavno motiviko, ki je njegova dela v preteklosti zapolnjevala, naprimer tukaj gre za cevi ali pa maske, sedaj napolnjujejo droni in molekule. In tudi po sami materialni plati si umetnik sedaj dopušča nekoliko več svobode. V najnovejših delih, za primer lahko vzamemo sliko Holiday Inn, se poslužuje drippinga. To se pravi, preden začne s prenosom podobe, si slikar s pomočjo kapljanja barve ustvari slikarsko podlago, ki je za razliko od njegovih prejšnjih del bolj materialna, tudi na nek način bolj naključna. Umetnikova dela pogosto opisujejo na način, da predstavljajo distopične prizore bližnje prihodnosti. Vendar se mi zdi, da to ni čisto res. Ko se zavemo, da se umetnik poslužuje podob najdenih na spletu, se na ta način umetnik ukvarja s kolektivnim vidnim, z našim skupnim imaginarijem podob, ki nam izgrajujejo današnjo stvarnost. Prav na tej točki, ko se zavemo, da referenčne podobe izvirajo iz sedanjosti oziroma polpreteklosti, ugotovimo, da ne gre za distopično odslikano prihodnost. Umetnine namreč predstavljajo abstrakcijo trenutnega dogajanja. Slike prepravljajo motivi tehnoloških naprav, ki so v današnjih časih vse prisotne. Med drugim pa so tudi eden izmed vzvodov nadzora.